Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Leto 2022 se je začelo zelo razburkano, po marcu 2020, ko smo vstopili v koronski medvedji trg, smo zdaj priča prvim večjim popravkom cen navzdol, tako na borzi kot tudi na kriptotrgu. Ne samo tečajnice, streslo je tudi marsikaterega vlagatelja, še zlasti tiste, ki so stavili na tehnološke delnice. Ameriški indeks Nasdaq, ki spremlja 100 največjih tehnoloških gigantov, je od začetka leta upadel za slabih 14%, tudi indeks S&P 500, ki spremlja 500 največjih ameriških blue chipov, je izgubil slabih 9% vrednosti, več 10% upade beležijo tudi največje kriptovalute. Bitcoin je samo letos upadel za 21%, Ether za slabih 35%, vrednosti nekaterih drugih kriptovalut pa so se prepolovile. V prejšnjih epizodah smo napovedali, da ni pričakovati ponovitev super donosnega leta 2021, ko so ameriške delnice pridobile tudi do 30% vrednosti. Za letošnje leto pa smo napovedali več nihajnosti in enomestne donosnosti. O aktualnem dogajanju na borzi in kriptotrgu se bom pogovarjala z Andražem Grahkom in Matejem Šimnicem iz Capital Genetics. Oba ste imeli že priložnost spoznati v več epizodah. Andraž pa je tudi moj sonavigator v odprtem ekosistemu znanja Business Space. Zdravo obema. Živijo. Živijo. Ali vaju zadnje dogajanje na borzi preseneča? In vse tiho je bilo, torej. Matej, ti. Ne, v bistvu smo kar nekako pričakovali, da bo na začetku pred temi dvigi obrestnih mer, da bo prišlo do določene živčnosti. Se pa vedno ob takih dogodkih pojavijo potem najrazličnejše razlage in razlogi, zakaj se to dogaja, od pač krize v Ukrajini, Tajvan, kitajski nepremičninski trg in tako naprej. Tako da je cel kup nekih tveganih dogodkov se je zgodil, kar ni ugodno seveda za trge, ki so bili na rekordnih nivojih. Andraž? Ne, mene nič ni presenetilo to sploh, tako da pač ne vem, borza gre tudi kdaj kaj dol, no? Tako da za vse tiste, ki mogoče tega še niste slišali, ne, zdaj. Bolj je zanimiva ta izkušnja, se mi zdi, ker pač zdaj vidimo, koliko hitro se lahko ta plošča obrne, koliko hitro lahko začne vse problematično nastati, ne. Ta obrat je zelo hiter na borzi, ne, ni tako, da ne vem, vse smo pozabili, kar smo trobili zadnjih, ali pa se je trobili zadnjih, ne vem, 24 mesecev, zdaj kar vse drugače pa ta novem. Ampak to je tipično, no. Zato pa teh momentov, nič več ne bo tako, kot je bilo, je zmer kar nekaj pol. Ja, govorilo se je, da FED ne bo pustil, da bodo borzni tečaji upadli, zdaj vidimo, da so upadi tu. A so bila mogoče, vsem smo tudi slišali konec leta pa začetek leta, optimistične, zmerno optimistične napovedi analitikov, vlagateljev. Nekako se mi zdi, da pa vse niso pričakovali takšne resne pretrese. Matej? Ja, mogoče težava v tem, da se je mogoče tudi lastništvo delnic se malo spremenilo. Veliko imamo retail vlagateljev, ki so malo bolj živčni oziroma so recimo vstopali bolj proti koncu lanskega leta oziroma na teh rekordnih nivojih. In jasno, vsaka novica, vsaka zadeva precej splaši vlagatelje, tako da bo verjetno precej več tega sentimenta na trgu in vpliva tega sentimenta, na drugi strani te analitiki, ki pač napovedujejo te cene indeksov oziroma nivoje, ki ne bi jih letos dosegli, upoštevajo bolj fundamentalne kazalce, to se pravi, kje bodo dobički podjetij, kje bodo obrestne mere in tako naprej. Vse pač sam trg pa poganja sentiment oziroma vlagatelji, ki so enkrat ekstremno optimistični, drugič ekstremno pesimistični. Mislim, jaz se tukaj strinjam z Matejem, saj stvar je relativno enostavna, ne.
če bi gledali en kvartal nazaj, nobenega niso zanimali, prav hudičev te neki dobički, pa ne vem kaj. Se mi zdi, da je globalno momentum, delnice rastejo, Fed je še zmeraj v ekspanzivni politiki, vse je neka inflacija, ampak očitno jo ne bodo upali resno oprijeti, se z njo boriti, ne, in trg je pač rastel naprej. In vsi zaključni govori, da se tako izrazim na neke vrste pred poroto lanskega leta analitikov na koncu, so bili relativno enostavni. Monetarna politika bo še zmeraj akomodativna, se temu reče, torej ne bojo zdaj zaostrili na ostro, ne? Torej večkratniki vrednotenja načeloma ne bi se tam držali, ne? Pa dobički bojo še vedno rastali in tudi pričakovana rast je bila. Ne? Zdaj, izkazalo se je mogoče to, da tukaj Fed misli resno, veliko bolj resno, kot so nekateri pričakovali, in seveda to so želeli uračunati že takoj v tečaje v štartu leta. To ni tako, da zdaj, če je Fed rekel marca bom dvignil obrestno mero, nihče ne počaka do marca, da jo bo res dvignil in takrat delnice proda. To se pač takoj uračunava noter. Tako da se je to že uračunalo, neko politika Feda se je že uračunala, se mi zdi relativno not. Druga stvar, pa je, smo pa videli zdaj, ko imamo sezono dobičkov, da recimo ni teh velikih presenečenj navzgor v tem smislu, da bi, ne vem, bilo 20-30% nad pričakovanja. Vidimo, da dobički prihajajo noter, sicer kakšni so nad pričakovanji, ampak niso tako, temu se reče blowout, niso materialno nad. Recimo tipičen primer včeraj je bil Microsoft, ker če pogledamo rezultate, so fenomenalni, ampak niso pa, ne vem, 30% nad pričakovanji to, kar se je dogajalo skozi korono, ko je pač ta Azure Cloud jim delal, nisem še zmeraj jim delal, kot dobro naoljen stroj, samo pač pričakovanja so zdaj prilagojena, da bo še naprej delal, kot dobro naoljen stroj. Ne? In to je pač pol vse nekaj relativno in temu se reče, da ta momentum na presenečenjih je zdaj ena stvar, ki ni pač več tako jasno, da bojo kar vse firme nad preskočile letvico gladko. Tretja stvar, ki se pa dogaja, kjer je pa dobesedno klanje, mesarsko klanje, boj za tečaje, so pa vse delnice, kjer pa ni nobenih dobičkov v osnovi, ampak temeljijo na neki tezi rasti nekega segmenta trga. In tam smo pa videli te tako imenovane hype delnice, kot eni pravijo, ali pa recimo, recimo Ark Invest je dober proxy, zato ker ima veliko teh delnic noter, pač sam sklad. Vidimo, da od vrhov, tam nekje november, december, ponavadi so bili formirani, so nekateri tečaji dol tudi do 70-80%. Primer, pogledajte si je na Robinhood, ki je bil IPO, smo bili tam, prišli smo na trg malo pod 40, šli smo skoraj do 60, se mi zdi, da smo pa na $12. Pa so tulili takrat vsi, kako je to poceni delnica. Tako da eni določeni segmenti, ki so zelo v prihodnost usmerjeni, pa bistveno bolj tvegani kot drugi, so izjemno, v bistvu, je kar se umikal denar ven, še zlasti te hype delnice, ker je bilo, tako kot je rekel, po moje relativno več teh nakupov fizičnih oseb, tam se mi zdi, da je bilo to še malo bolj poudarjeno. Tako da sta, ko bi o dveh trgih skoraj govoril, lahko na nek način, iskreno. Zdaj, ko omenjaš rezultate, tukaj smo videli kar dramatične odzive nekaterih vlagateljev. Recimo Netflix je ob napovedi zmanjšanja števila naročnikov zaradi vse večje konkurence, delnica je upadla za 20% v enem dnevu. Tak zelo brutalen upad je bil. Je v bistvu mogoče zdaj, ko se objavljajo te rezultati, da vseeno mogoče vlagatelji malo bolj se odzivajo mogoče malo bolj intenzivno na vse skupaj. Matej, ti? Ja, na eni strani se odzivajo, na drugi strani pa tudi, če se spomnimo lani, kaj se dogaja na AMC-ju in GameStopu in teh zgodbah, smo videli veliko boja med retailom pa recimo velikimi hedge skladi, ki so odpirali short pozicije. Takrat se je v bistvu pokazalo to, da lahko retail z nekim pozitivnim sentimentom naredi pač izjemno neracionalne premike oziroma nepojemljivo je bilo, dočim zdaj teh retail vlagateljev na tem trgu ni oziroma niso toliko agresivni in hedge skladi imajo tukaj šanso, da
da s pač svojimi pozicijami, tudi šortanjem in drugimi pač prijemi dosežejo odprejo neke stave na to, da so določene delnice, določena podjetja enostavno niso toliko vredna, kot se trenutno kaže na borzi in nimajo nekih nasprotnikov, ki bi držali ceno na rekordnih nivojih. A pa je recimo zdaj nek Netflix, ki se je cena pošteno korigirala, recimo zanimiva za investiranje? Jaz mislim, da tukaj zelo veliko vlagateljev na takem trgu začne nek bottom fishing, to se pravi, iščejo delnice, ki so najbolj upadle. V bistvu je to zelo težko definirati, koliko je Netflixu vreden in je velikokrat za vlagatelje pač pametno, da na takem trgu delnice spremljajo, da jih gledajo, ampak da se ne fokusirajo na tiste, ki so najbolj padle, ampak na tiste, kjer se na določenih nivojih pač kljub prodajam vzpostavljajo nek ravnovesje in je opaziti, da institucionalni vlagatelji začnejo kupovati te delnice, ker oni bistveno bolj znajo oceniti potencial teh delnic in brez pač njihovih naložb oziroma naložb velikih skladov je pač nesmiselno staviti na odboj nekaterih delnic. Tako da pri Netflixu se bo videl, kje se bo ta ravnovesje vzpostavil oziroma koliko bodo te večji vlagatelji začeli vstopati v to delnico. In to velja tudi za vse druge. Tako da v bistvu ključno je to, da se spremlja, kaj se z delnico dogaja in pa da se naslepo ne stavi na tiste, ki so najbolj izgubile z upanjem, se bo to odbili in vrnili na historične nivoje. V tem okolju pač ker je na trg prišlo ogromno podjetij, ki sploh nimajo nobenih prihodkov oziroma še posebej ne dobička, so določene zgodbe ne bodo končale uspešno. No, analitiki na raznih teh tujih medijih, recimo CNBC, Bloomberg, pogosto zadnje čase, v zadnjem tednu svetujejo, katere delnice bi bilo smiselno zdaj pač kupiti po teh korekcijah, in pogosto omenjajo Meto, Alphabet oziroma Google, Amazon, Microsoft. Je zdaj se splača izkoristiti te razprodaje na borzi za nakupe teh kakovostnih delnic? Mislim, dajmo se malo spomniti, kaj smo mi govorili večkrat v prvi sezoni Moneyhow, in to je v bistvu, da pač, bom tako rekel, so vrednotenja ranljiva, da smo v nekem poznem ciklu, da lahko pride do korekcije in za tiste, ki vstopajo noter z večjimi zneski, da si mogoče razdelijo to po nekih tretjinah v roku leta in pol, da ne rinejo z enim celim zneskom noter. Jaz mislim, da se je skoraj šolski primer zgodil tega, da smo imeli pač pregret trg, glede na neko, rekel, srednjeročno mogoč realnost, v kateri smo ekonomsko gledano in stališče monetarne politike. In v bistvu jaz bi se tega točno tako lotil. Zdaj, za tiste, ki imajo malo bolj dolgoročen horizont, pa varčujejo v ETF-ih recimo na 10 let in več, v bistvu je to za njih super. Pač ne kupijo blue chip indeks, noter so itak te delnice, ki si zdaj rekla, mislim, lahko tudi kakšno to delnico kupijo, to so pač blue chipi, ki predvsem je pomembno to ustvarjajo tudi denarni tok v tem trenutku. Sej, jaz vam tako rekel, včeraj sem gledal Microsoft, a si mislim, da je pocen pri 30-kratniku bodočega dobička, ki je zrastel 30%. Ja, ne mislim si, da je blazno pocen, ampak relativno gledano je cenej, kaj bil, pa mogoče bo še cenej. Tako da v bistvu jaz mislim, da ta proces nekega prilagajanja normalnosti monetarni politiki, ki se mora zgoditi, se je pač začel. Lahko da smo šle na pol poti skozi to zgodbo, ker te male growth delnice, small capi ali pa hype stocki so jih konkretno dobili po nosu, medtem ko blue chipi niti ne še toliko. Zato tudi ta glavni indeksi ne izgleda toliko dramatično. Ko greš pa v globino gledati, so ga na stvari, se pravim, 80% dol z vrha. Tako da se mi zdi, da če se v to nadaljevali, ta proces nekega prilagajanja, kaj to zame pomeni? Zame to pomeni, da moramo imeti neke normalne pozitivne obrestne mere na srednji rok, ker pač gospodarstvo vprost ni zdaj v globoki recesiji in smo ga hiperstimulirali 2 leti zaradi korone. Zdaj, če se pandemija poslavlja, zdaj s tem omikronom, ki je ratal super viralen, dajmo temu tako reči,
pa moramo priti na neko normalno stanje. Ne? In zdaj predstavljate se, pač delnice so bile malo prenapihnjene zaradi vseh teh stimulansov, ne? In imamo neke stranske učinke, če hočete, tega pandemije. Ena izmed teh je tudi inflacija. In zdaj Fed bo rekel, v redu, pač srednjeročno mislimo, da mora biti obrestna mera, dajmo reči, med 1 in 2% in tam nekako bomo stvar pregurali, in pač to je proces, dokler tja ne pridemo, pa dokler se mi ljudje ne mečejo z balkonov na blue chipih, ne bomo zdaj nekaj dramatičnega delali. In zdaj smo kle nekje, pač blue chip indeksi, če pogledamo mogoče, zdaj jaz verjamem, da imate kakšno delnico v portfelju, se za glavo držite, pa govorite, kako se je to lahko zgodilo. Ampak na koncu, če pa pogledamo recimo S&P letos, v dolarjih je dol 8,6%, v evrih je pa 7,8%. Zdaj, ne vem, klasična korekcija. No, se to v klasični korekciji, če se mogoče lahko dotaknemo tega. Zdaj, trenutni padci niso pretirani, nekako 10 do 20% gre za nekaj povsem običajne korekcije. Na letni ravni se dogajajo takšne korekcije. Kakšno so zdaj tukaj pričakovanja? Mogoče presenetila hitrost. Ja. Kako hitro se je to zgodilo znotraj enega meseca in kako hitro se je plošča obrnila. Zdaj, če to ekstrapoliraš na 3 mesece, pa se lahko pospešek panike zgodi. Sam pač, ne vem, tam do marca naj bi bil prvi dvig in zdaj folk špekulira, bo 25 pik ali bo 50 kar v šusu. To je zdaj ta zgodba v ozadju tega trga in prav malih dobički zanimajo zdaj ta kvartal. Ne vem, tako se nam nekako zdi. Zbašmo se ven, pa bomo pol videli. Do kam pa grejo lahko te padci? Kakšna so pričakovanja tukaj? A so sploh kakšna pričakovanja, Matej? Mislim, da ni nekih pričakovanj. Mislim, zelo težko je osnovati neka pričakovanja, bolj se gleda nekje, kje so bili nivoji, oziroma bolj se na tem trgu gleda neka tehnična analiza, potem v takih primerih, ko gre za nek sentiment, kje so bili pretekli najnižji nivoji, ker so vlagatelji intenzivneje vstopali. Je pa težko nek fundament tukaj reči, ja, zdaj bo pa šlo do tega nivoja in potem se bo odbil, ni tukaj. Pač smiselno je, da se odpira neke splošne stave, da se v tem okolju, ker je zelo težko definirati, kakšen bo odboj in kateri sektori bodo outperformali, da se neke splošne indekse oziroma ETF-e kupuje in na to stav na nek odboj in počasi stopa na trg. Če že. Zdaj, marsikdo, sem prepričana, od vlagateljev razmišlja, a zdaj na hitro prodati to, kar imamo in počakati, da se zgodi ta prav crash, se pravi 60-70% upad. Ja, to je vedno pač težava, če ne vemo že od štarta, zakaj vstopamo na trg oziroma v določeno delnico. Če zdaj mi verjamemo in imamo neke napovedi in nek pogled, da bo Netflix pač dominiral na tem trgu in dosegal neko rast in je bil to zdaj samo nek malo slabša novica in dolgoročen trend še vedno pozitiven, potem pač vemo, da vztrajamo v tej delnici, ker se fundamentalno ni nič spremenilo, niso prišle neke nove tehnologije oziroma nek odnos nov kupcev, ki ne bi več gledal streama, v bistvu. Ta trend se bo nadaljeval. Težava pa je, če mi zdaj kupimo Netflixa na podlagi tega, ker ga je sosed kupil, ali pa kolega, ali pa kdorkoli. Mi smo pač, delnica je padla zdaj za 20% po objavi rezultatov in jasno, da smo v temi, ker ne vemo, kaj narediti. Zdaj to, v bistvu v določenih primerih vemo, da niti določeni ljudje ne vejo, kaj podjetja delajo. Tako da, če smo pač vstopali na podlagi sosedove odločitve nota, imamo jasno težave. Ni pa tudi za vse druge delnice, ki recimo nimajo dobičkov in tako naprej, ki zdaj padajo, so ljudje v temi. Nič ni narobe, če mi stavimo na te delnice, ampak se moramo temu primerno obnašati. Moramo vedeti, da podjetje ima vprašljiv posloven model in da moramo imeti cenovne nivoje določene za izstop iz teh naložb, ker pač nikoli ne vemo, kakšen bo prepoznavanje teh idej na trgi. Pač ni narobe, če stavimo na trend, ampak moramo vedeti, da je potem trend podlaga tudi za odločitev za izstop. Tako da
vedno je ta težava. Nakup brez tega, da vemo, zakaj to kupimo. Ja, mislim, da je zadnje čase kar veliko ljudi kupovali naložbe, zaradi tega, ker so to nekje slišali. Sem slišala, da se celo pri frizerjih pogovarjajo, so se, zdaj ne vem, če se še vedno pogovarjajo, ampak so se pogovarjali tudi pri frizerjih in gostilnah. Ok, lovljenje dna in vrhov, to vemo, da je igra za norce. In seveda zdaj, ko so se zgodili te upadi tečajev, sem zaznala, da se že pojavljajo svetovalci, ki svetujejo, kako zadeti pravi trenutek za vstop na borzo. Kako torej zadeti pravi trenutek, Andraž? Kaj lahko pričakujemo od teh Pojma nimam. super svetovalcev? Kako bojo svetovali? Ja, po mojem se bom mogel na ta seminar prijaviti, ker pač jaz tega ne znam, pa mogoče jim plačam na 500-600 evrov, pa mi jo točno povedal, kdaj naj kupam, pa bom točno takrat kupil in bom ves denar dal tam noter, pa še kredit in pa bom bogat. A misliš, da bi to delovalo? Ne vem, prav sprašujem, ne. Vsi bi radi prihodnost poznali, ne vem, točen, kjer dan bo nek dno, pa kaj se bo zgodil, pa če bi vsi to vedeli, ne vem, pol ne bi rabili trga na nek način sploh, ne vem, pol se kar zmenimo v prihodnost, pa zbrišmo ekonomijo, pa je, ne vem, pač to se prodaja, ne, poslovni model je pač to, kar pač stremi človeštvo k tem, da zmedno misli, da nekdo tam, ki ve nekaj več in ve, kakšna je prihodnost, pač lahko proda. Saj že od davnih časov vedeževalcev, pa vedežev in videžev in ne vem, mesij in vsega živega, saj skozi ta nek po naši možgani na isti način delujejo. To je pa zdaj samo v neki modernejši obliki, se mi zdi. Tako da je pa res, ne, da v osnovi vse kaj pomeni korekcija. Ne. To pomeni, da so se cene prilagodile in da je v prihodnji donos bo večji, kot je bil v preteklosti, ne? Ker pač se vračunava višja premija za tveganje in zdaj se vračunava nekoliko višja premija za tveganje v vse te papirje. Ne? Torej, v osnovi za nekoga, ki ima dolgoročen pogled, zdaj, ali je agresiven, pa mogoče kupuje kakšne te small cape, ki so res stepeni totalno, mora pač se bolj vprašati, ali ima neko košarico v nekih panogah, ki ima potencial 5-10 let naprej. Z tega stališča se je pač v zgodovini izkazalo za zmer, ko so bili popravki, rečemo, več kot 30%, je bilo itak jasno, da je takrat si zaklenil noter s temi nakupi nadpovprečno donosnost. Tako da mene iskreno povem, če me eno vpraša, do kam lahko to gre, mene nič ne presenetilo, če bi S&P trenutno je pri 4356 točkah, ko se zdaj pogovarjamo, šel tudi do 3500 točk, če to vse skupaj gre v neko paniko in pretiravanje. Pač to so stvari, ki so se v preteklosti dogajale. Mal gledam tako, kje smo bili pred korono, pa smo imeli tako totalno paniko, pa smo šli v kontrasmer in smo imeli, temu se reče, windfall, pumpanje trga v kontrasmer, zdaj smo pa pogruntali, da v bistvu vse skupniti ni bilo tako grozen, ne? A razumeš, ne? In zdaj moramo spet v neko normalnost monetarne politike pridati, pri čemer že pred korono smo dvigovali obrestne mere. Tako da govorim v ZDA. Ne? Tako da v bistvu pač prideš nazaj na isto izhodišče. Zdaj, ko malo pretiravajo, bo lahko tudi do tja pride. Zdaj, a je to moj osnovni scenarij? Ja, mogoče ne, ampak če se spomnite, sem jaz takrat govoril, da sem kupoval tudi zavarovanje, tudi malo za svoj osnoven portfelj, ker so bile put opcije, torej prodajne delniške opcije poceni. Jaz sem takrat kupil opcijo za, ne vem, sem 1% sploh cele vrednosti indeksa plačal za opcijo pri 3100 točkah imam strike price. Zdaj, to me je zavarovalo, da mi nekatere pozicije zdaj mečkam, kaj je volatilnost skočila, mi neke minuse pokrila ta pozicija. Tako da sam pravim, pač, ni nič nemogoče, ampak it's a good thing, jaz pravim. Za vse tiste, ki hočete varčevati, to smo se učili celo prvo sezono. Ne paniko zagnati, ne vsega denarja naenkrat not, kakšen je DNK borznega zloma, koliko časa v povprečju približno traja. Zdaj, če se v zgodu, sej vam ni treba vseh metkov zelo vse naenkrat ponuditi. Sej, če čez 3-5 let naprej, ne vem, kaj je problem zdaj, da je malo korekcija. Preverila sem tudi, kaj kaže indeks strahu in pohlepa. Trenutno smo v območju strahu, torej ne govorimo o ekstremnem strahu, ampak samo pač običen strah, ne? Se pravi, ena stopnička niže. Prejšnji teden smo bili pa v območju pohlepa, tako da ta čustva se zelo hitro nekako menjavajo pri vlagateljih.
Matej, ti si prej omenil, da se je tudi sama struktura izplačevalcev nekako spremenila, da zdaj bežijo ven iz delniških naložb, predvsem mali vlagatelji. Ja, mali vlagatelji in samo celotna intenziteta se v takem okolju poveča. Pač smo tudi na blogu pisali o tem, da je dolg, ki se uporablja za nakup delnic tudi na rekordnih nivojih in tako naprej. Vse to so gradniki, ki se v takem bull marketu sestavljajo skupaj, a ne, in potem povzročajo težave. In tukaj niso v določeni meri je retail prodajo, ne, potem temu sledijo hedge skladi oziroma tisti, ki se pač hitreje odločajo na podlagi trendov, ne. Zdaj v povečani volatilnosti vemo pa, da imamo na trgu veliko skladov oziroma veliko upravljalcev, ki zasledujejo določeno volatilnost. Ne. In zdaj, če se volatilnost poveča, tako kot se je sedaj, te skladi morajo tudi prodajati delnice. Tako da je cel kup nekih avtomatičnih faktorjev, ki v takem obdobju začnejo v ozadju delovati. Mi v spredju vidimo pač neke premike delnic oziroma premike indeksov, ampak v ozadju pač se ogromno stvari premika in ogromno faktorjev je. In raven zaradi tega, ker jih je toliko, in cel kupenih kazalcev in vsega, ki jih ljudje spremljajo in iščejo dno, kot si prej omenila, je v tej množici dejavnikov zelo težko pokazati s prstom, ja, ta indikator pa zdaj kaže na to, da zdaj se bomo pa tukaj odbili. Zelo težko je nekaj takega reči. Ampak kaže vsem, da je neka negotovost med vlagatelji, ali institucionalni ali pa mali, konec koncev, pač te indeksi, s katerim merijo ta sentiment, kaže trenutno res neko hitro menjavanje razpoloženja na trgu. Absolutno, ja. Največkrat je to raven iz tega, iz optimizma v pesimizem, ker do padcev bistveno hitreje pride kot pa na odboju. Na odboju bo vseeno neko oblikovanje dna, in tudi bodo vlagatelji še vedno v večini previdni, medtem ko na drugi strani, ko je nek optimizem, se počasneje razvija in dobi večje število pripadnikov oziroma je bolj množično to, bolj stabilno. Ja, že prej, ja. Jaz mogoče en pregovor, recimo, ali pa en borzni rekel, da kratkoročno je trg, temu se reče voting machine, torej glasovalni stroj, srednje in dolgoročno je pa weighing machine, to pomeni tehtalni stroj, torej pretehtajo vsi argumenti, kratkoročno je pa pač bolj vprašanje, tako kot volitve, kdo nam je bolj všeč, kdo nas manj razburja in kdo nam gre manj na živce. In mal je ta zgodba in se zato tako po sentimentu odziva, ampak sooner or later se pol izkaže, kaj je zdaj tam neki v ozadju vseh teh nekih mnenj in soočanja mnenj in teh emocij. Zdaj že prejšnjo sezono smo nekako bili bolj zadržani, večkrat smo opozarjali na potencialne upade tečajev, seveda nismo znali napovedati, kdaj se bo to zgodilo, S številnimi sogovorniki pravzaprav smo imeli tako dosti podobno debato, tudi Damjan Merlak, z njim smo naredili, mislim, da prejšnji teden, 14 dni nazaj epizodo, ker je povedal, da se je v začetku leta umaknil v denar in stavil celo na upad S&P-ja, torej je šortal indeks. A je zdaj denar kralj navkljub povišani inflaciji? Mislim, stališča gibanja na delniškem trgu je, ker je relativno pač denar ni prinesel izgub, oziroma proporcionalno na število dni na ležarine, če jih plačujete, pač trgi so pa dol. Eni delnice so dol 80%, Bitcoin je dol, tako kot ste rekli, skoraj polovico. Torej, ja, ljubezensko razmerje z denarjem se je kar čez noč spremenilo, za posel z denarjem spet radi spali. To je tipično, mislim, tako da, ker toliko zarečenega kruha in laganja samo v sebi, ki so sposobni ljudje, ki so na kapitalskem trgu sproducirati ali pa smo sproducirati, je pač tipično človeško. In pač
sploh ne vem, zakaj primerjamo denar, delnice, ne vem, obveznice na isto obdobje 1 let, 2, ker to sploh ne vem, kakšen smisel ima, iskreno povedano, ker je to nenaravno. No? To je nenaravno. To tako, kot bi različne živali med sabo primerjali, ker živijo na severnem polu ali pa v Sahari. No, mislim, ja, v redu, vse jih lahko, se ni problem, bo zanimiv. Ampak mogoče se, ko omeniš živali, dajmo se spomniti pregovora: bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered. Tako da. Ja, zdaj bojo vsi rekli, spet se je to pokazalo. Ne? Ti si bil pohlepen, pa se rinil noter, ne? Pa tisti, ki so šli noter, jo iskala razlog, zakaj jih je nekdo drug spet zavedel, da so šli noter. Ne? In sami globoko pri sebi ne bojo poznali, da jih je un mejhen možiček, ki je pohlep, ki ne vem, ko se že un demon imenuje, biblično gledano, a ne zdaj, ali kakorkoli pa že, k tem spravu jih obsedu, ali pa že točno ne vem, pač tako je, a ne zdaj, pa mora biti pa nekdo drug kriv, nisem bil jaz, ne. The devil made me do it. Jaz pa menjega tega hudička. Hudiček, ki je prisilil male vlagatelje, da so investirali v tvegane naložbe, so definitivno bile ležarine. Moram povedati, da me je pred kratkim v trgovini med policami ustavil nek mladenič, ki mi je povedal, da je investiral v sklade, vzajemne sklade, Slovensko družbo za upravljanje, zaradi tega, ker je želel zbežati pred ležarinam. Investirajo 100.000 evrov v celoti, velik del je šlo pa v tehnološke delnice. Na vsak način pa je hotel od mene v bistvu vedeti, kam gredo tečaji in koliko lahko upadejo. Takrat, ko sva se srečala, je rekel, da je že 7.000 evrov v minusu. Tako da malce tudi take vlagatelje, sploh zdaj take vlagatelje, ki so šli v tvegane naložbe, pa mogoče niti niso bili ustrezno opremljeni z informacijo, da to lahko dejansko tudi upade, je verjetno zdaj to kar malo boli, no. To je ta hudič, ne, o katerem smo se pogovarjali, ležarine. Me prav zanima, kaj ti o tem misliš. Problem je, da ljudje enostavno preveč gledajo nedavno zgodovino. To se pravi, se odločijo na 100.000 evrov, ampak bom pa dal primarno v tehnološke delnice. Noben ne bo pa rekel, ja, mogoče pa zdaj, ne vem, kar se z nafto dogaja, pa ne vem, novice glede tega, da se ne sme črpati zaradi ESG in tako naprej. In je kar nekaj takih faktorjev, da pač je bila nafta recimo zanimiva v lanskem letu, ampak ne, pač tehnološke delnice so najbolj privlačne in tja bomo ložili. Pač ta nediversifikacija in pač sledenje tem zadnjim trendom zelo velikrat pač udar vlagatelje po žepu, raven zaradi tega, ker se trendi pač menjajo in je škoda pač, da vlagatelji ne pogledajo malo daljše zgodovine. To se pravi, da pogledajo vsaj za 10 let, kaj se z indeksi dogaja, kakšni so možni upadi, na kaj lahko recimo v najslabšem scenariju pač pričakujejo. In šele na podlagi tega potem se odločijo, koliko denarja nameniti posameznemu skladu ali pa, ne vem, delnicam ali pa obveznicam. Nedavno smo tudi napovedali, Andraž, da bomo povedali oziroma pogledali, kako uspešni so bili domači vzajemni skladi v primerjavi z glavnimi indeksi. Glede na to, da imamo rekordno vplačilo v vzajemne sklade, je vsekakor potrebno se zavedati tudi, kakšne rezultate dostavljajo. Ti si zdaj to strokovno prečekiral, ali nam lahko poveš na kratko, kaj si ugotovil? Ja, v bistvu logika je bila, da smo se celo sezono ukvarjali s tem aktivno versus pasivno, tako imenovani ETF-i proti vzajemnim skladom. In zdaj ne bom šel zdaj v zgodovino in globoko in vseh vzajemcev, tlele vam prebral, kje so bili in kaj in kako, ker pač pol me lahko poslušate 3 dni, ne. Ampak v bistvu nekako smo rekli, ok, dajmo malo tako bolj, kako bi rekel, športno pogledati lansko leto in dajmo se usmeriti mogoče na neke osnovne varčevalne produkte, torej varčevanje v globalnih delnicah, na razvitih trgih. ZDA smo pogledali recimo pa trge v razvoju in v bistvu to prvo vprašanje je, ali
je katerikoli uspel ustvariti donos, ki je bil višji od njihovega benchmarka. Najprej moraš Tako povedati, začel. kaj točno je benchmark. In- Da ponovimo, no. Se bomo prišli do tega. Torej, benchmark je merilo vrednosti, ki si ga postavi upravljalec oziroma ga da na mizo in reče, jaz želim to premagati, želim preseči donosnost pač nekega trga, v tem primeru globalnega trga. Ampak tukaj prihaja že do prvega problema, ker benchmark vsi razumemo bolj v tem smislu, ali bo upravljalec prešišal trg, ne? Ugotovili smo, da ko smo šli gledati, kaj uporabljajo za benchmark, tudi približno ne uporabljajo benchmark, ki odraža donos vsega, kar je trg naredil v tem letu. Bom sam razložil. Pač, ko vi investirate v delnice, najprej se tečaji povečajo, pol dobite pa še skozi dividende nek dodaten donos in temu se reče skupen donos. No? In v tem trenutku lahko rečem, da noben referenčni benchmark nobenega od slovenskih DZU-jev na področju globalnih delniških trgov ne vključuje indeksa, kjer bi bile upoštevane tudi dividende. Torej, oni se borijo samo proti tečajem. Tiste dividende pač se nabirajo, ampak oni morajo premagati sam tečaje. Pač dividende so, če imate srečo, on top. Razlika je tukaj že ta prva, glede na ETF, ker ETF želi replicirati celoten trg, vključno z dividendami. In tukaj ta hudič v podrobnostih pri benchmarkih. Nekateri so še malo bolj kreativni, domači DZU-ji, ker vključujejo tudi tako, pač, če imate primer, za svetovni delniški trg je indeks MSCI World, to pomeni svetovni delniški indeks. Ampak imamo primer, recimo, konkretno je to Triglav DZU, ki vključuje tudi 5% denarne obrestne mere čez noč. Zdaj, zakaj? Zaradi tega, ker trdijo, da pač morajo z likvidnostjo to upravljati in morajo skozi neki denarja imeti tam in ni fair, da pač se merijo sam s trgom. Zdaj, seveda, če gledate potem sam na benchmark, boste ugotovili, da nimajo vsi enake benchmarke, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da se niti ne borijo proti celotni donosnosti trga, ampak pač samo en del trdijo, da morajo premagati. To je že ta prva stvar. Ampak, to je rekel, kva pa ti tako tehničen, brez veze. Da že enkrat povej, lani ni bil trg primeren, ali pa ni bil lahek trg za aktivne upravljalce, ker je pač cel trg to rasto in je bilo težko slediti mu. Če gremo sam na brzino še za ZDA, pa bom jaz samo povedal, koliko je recimo naredil ETF, pa koliko je bil najbližji vzajemni sklad, naprimer. ETF, ki smo ga mi tudi že navajali, na Xetri kotira, ki je vezan na ameriški indeks S&P, je naredil celo 40%, spet malo več kot S&P. Medtem, ko je najbližje, tukaj v bistvu najboljši donos je ustvaril NLB, ZDA 37,2%. Torej, zdaj seveda, to je pomenilo, da je tudi presegel nek benchmark, kaj cenovni, ampak spet ni dividend, je bil pa rahlo pod celotno donosnostjo S&P 500. Torej, aktivni upravljalci spet niso uspeli prehiteti produkta, ETF produkta. Zdaj, sam da malo razložim, ETF produkt res menedžira likvidnost, da gre v milisekundah denar takoj not, nič se ne vala po računih. Zdaj, če seveda tečaji takoj rastejo, če imate vi sam 5% zaradi splačil skozi na lagerju, boste mogli res izjemne naložbe imeti, da to presežejo, da še to razliko nadoknadijo. Zdaj pa trgi v razvoju. Tukaj donosi na trgih v razvoju so imeli bistveno slabše leto. MSCI Emerging Markets, torej indeks delniških trgov na trgih v razvoju, je ustvaril 4,9% celotno donosnost z reinvestiranimi, torej že skupaj vključno neto dividendami. Tudi tukaj je ETF, ki kotira v Amsterdamu, IMANA konkretno, je naredil 5,2% donos, torej celo malo več, kot indeks naredil. Se pravi, opozarjam, tukaj lahko prihaja do nekih odstopanj malo nihanjih okrog poštene vrednosti ETF, ampak v glavnem upravljajo svoje delo. Tako da, kar se tega tiče, moram pa reči, da
so bili pa konkretno DZO indeksi, rekel, cenovni, ne, mogoče lahko to pogledamo, koliko je bilo brez dividend, so zrastali okrog 2,5, torej dividende so prispevale pač tiste dodatne 2,5% približno k temu. Zdaj pa, če pa pogledamo same sklade, je pa kle v bistvu prišlo do enih takih res velikih odstopanj znotraj DZU-jev, ker je en sklad je presegel konkretno in to je ustvaril kar 16,8% donosnost v lanskem letu. Torej, kle imamo pa zmagovalca, ki je ustvaril več, kot je globalni pač delniški indeks trgov v razvoju. Konkretno je to NLB visoko rastoče gospodarstva. Jaz bi rekel, je ustvaril 16,8% donosnost, kot sem pač rekel. Je pa res, da moramo eno stvar vedeti, da NLB ne objavlja, kaj je sploh referenčni indeks. Tako da sem jaz predpostavljal, da je to MSCI Emerging Market. Zdaj, lahko da bi uporabljali tudi investirali na trge, kjer ni Kitajske, ker vemo, da Kitajska je bila močno rekel, pod udarom in je potegnila dol pač MSCI Emerging Markets, pa še kakšna druga država. Ne? In očitno je bila kle ta alokacija, pač vsaj lani so imeli srečno roko na NLB-ju. Takoj za njim sledi pa Generali Investments, pač novi trgi, ki pa ustvaril rahlo negativno donosnost, minus 0,5, medtem ko je benchmark indeks, se pravi, z vključenim dividendam 4,9, sama tečaji so pa 2,5. Tako da, overall, bom rekel, one really lucky shot na NLB-ju, čestitke, kar se tiče lokacije, so se izkazali. Saj letos, bom dal samo en heads up, eno leto ena kvaži ptica ne prinese pomladi, tako da nadejam se, da jih lahko pohvalimo tudi naslednje leto. Ampak kakorkoli, drugače so se pa kar matrali upravljalci v celem letu, da bi pač premagali trg in v večini primerov ga pravzaprav niti niso, so rahlo zaostajali. Kar morate vedeti, če se vam to ponovi 10 let, so razlike lahko masovne in v bistvu to je ta glavni, bom tako rekel, nek pomislek, ker smo ga tudi mogoče imeli skozi sezono. Stroški so pomembni, sploh v okolju nižjih donosnosti, če jih bomo pač se nam zgodi v naslednjih, rečemo, 5-10 letih. Recimo, zdaj se zelo lepo predstavil različne regije, ker so bile različne donosnosti in ko govorimo recimo o Ameriki, pa rečeš, da je ETF dosegel 40% donosnost, medtem ko vzajemni skladi, ki sledijo temu trgu, so naredili 38% donosnost, bo marsikdo zamahnil z roko, pa se to ni niti tako dramatično, ni neke blazne razlike, Ampak potem, ko govorimo pa o okolju, ko imamo nižje donose, recimo trgi v razvoju, so bili en tak primer, tukaj se pa že čuti ta razlika 2 odstotnih točk, toliko bolj, Sploh pa govorimo tukaj o enem letu, treba je pa pogledati daljše časovno obdobje, se ne greš investirati za 1 leto, ampak 10 plus, No, zdaj, ko se me izzvala, jaz ne bi bil, če ne bi tako to že 100-krat pogledal, tako da bom kar, ko bo rekel, fižolčke stresel na mizo. Pa bom samo globalne delniške trge, če dovolite, ker da ne bo preveč tega, klele številk pa tabel. Dajmo reči na 10 let. Zadnjih 10 let, kaj pravi porota? Torej, ETF, pa bom sam ETF pa najbližji vzajemni sklad. Če hočete, lahko pa še najslabega, sam nočete vedeti, iskreno povedano. Sam ETF je ustvaril na 10 let 280% donos. Torej, stojimo konec lanskega leta samo v opombo. Najbližji sklad je naredil 198% donos. A želite vedeti, kater sklad je največ naredil? Če vas firbec matra, Največ je naredil vzajemni sklad, ki ima tudi najnižje stroške. Torej, sklad skladov, prvi izbor, ki ga upravlja General Investments, ki investira v druge sklade in te so večinoma ETF-i in je celotni strošek poslovanja 0,9%. Medtem, ko drugi imajo v povprečju od 2 pa vse do 2,6% celotne stroške poslovanja.
A ne? Tako da vam dam še eno informacijo, ker zdaj sploh ne vem, a že kakšno tiralico na mene izpisujejo tam na DZU-jih, pa me jo čakali v temni ulici ali pa kaj takega, ne. V bistvu ta drug najbližji, ki je bil, je ustvaril 175%, torej tist za prvim izborom, pa ne bom govoril o menih, no, čistko. Tako da, ker je v bistvu taka razlika, da pač je klekar, a ne. Zdaj, konkretno, torej, razlika je bila 8000, se upravičujem, ta pravilna številka. Razlika, ponavljam, med ETF-om pa najboljšim vzajemnim skladom na 10 let z najnižjimi stroški je bila 8200 €. Iz 10 000 je nastala, a ne. Torej, v enem primeru 38, v drugem 29 806. Medtem, ko najslabši pa predelal 20 000 € razlike, glede na ETF. 18 000 razlike. 20 648 €, konkretno. Ustvaril je 17 360 € iz 10 tisočakov v 10 letih, medtem ko je ETF 38. Zdaj, en bo rekel, zdaj ne pa še kdo reče, da se ne splača kaj, da stroške pogledati. Najslabši sklad je imel donosnost na 10 let 73%, medtem ko je ETF mu 280. Pač včasih se aktivne stave ne izidejo. Ne, pač mogoče v koroni, v smislu, da ne bo šlo v to smer, pa si bil bolj konzervativen, pa se je čez nekaj tretjega zgodilo. Ne. Zato je to aktivno upravljanje je zelo, zelo težko. Še težje je pa, če so stroški 2,6 na leto, ker pomnožite krat 10, če malo poenostavimo, pa že koji ste v minusu glede na trg. Tudi če ga ujamete. Ne? Glede na to, da nekako se pričakuje v prihodnjem desetletju vse nekoliko niže donosnosti, je vseeno potrebno biti fokusiran na vse te stroške, za katere smo dostikrat smo jih izpostavili, o tem smo govorili, tako da je potrebno vsem, ko se izbira neke take naložbe, biti pozoren na stroške, ne samo vzajemnih skladov. Slišim, da zelo radi sedaj prodajajo tudi naložbene zavarovalne police, tako da tukaj pa sploh potrebno biti previden, in pa seveda tudi druge produkte, kjer je visoka vstopna provizija in pa tudi upravljalska provizija. Matej, mogoče lahko ti kaj poveš o tem, ne? Kakšno je tvoje mnenje? Ja, absolutno. Mislim, v vsakem trgu je treba to gledati, še posebej v tem, če bodo dolgoročni trendi pač usmerjeni bolj k nižjim donosom, a ne, bo pa nasplošno zelo težko. No. Mislim, večja kot je fleksibilnost upravljalca, ni samo večja priložnost za njega, da ustvarja nadpovprečne donose, ampak je običajno moramo bolj predpostavljati, da je še večja možnost napak. Tudi nasplošno v primeru vzajemnih skladov že upravljalca ima težave s tem, s to aktivnostjo, potem pa dodatno še vlagatelji še sami posegajo v to, ko v napačnih trenutkih izstopajo in vstopajo in tako naprej. Tako da ključne bodo vse, od malenkosti, od teh stroškov, od tega, kakšen imamo svoj naložben horizont oziroma na kakšen način bomo vlagali. Pač bomo kupili naložbo, jo držali in postopno varčevali in vlagali, ne? In se pač bomo sprejeli tudi te padce. Zdaj so bili 10, lahko da bodo 20, lahko da bodo 30%. Ne? Ali bomo pa šli bolj v aktivno smer, ne? In sami izstopali in vstopali na trgu, ampak moramo pa se zavedati, da bomo delali tudi napake oziroma da mogoče to ni najboljše oziroma moramo se naučiti, moramo vlagati v znanje, da bomo to uspešno znali narediti, če najboljše, da tega sami ne delamo, vlagamo na dolgi rok, varčujemo in tako naprej. Ja, definitivno pri aktivnem upravljanju je potrebno imeti res veliko znanja, sicer lahko te to drago stane, to trgovanje. Ne? Mogoče bi za konec na hitro pogledali še na kriptotrg, tam se je kar precej zadeva stresla, Bitcoin je bil, mislim, da kaj $32 000, je padal zdaj spet, povzpel se na $37 000,
Imeli smo pa Bitcoin pri $67,000, ne, še nedavno. Tako da tukaj so padci kar dramatični. Kako vidva gledata na kripto? Je to tudi potrebno imeti v svojem portfelju? Vlagateljem, malim vlagateljem to priporočata? Sploh zdaj, ko so se tako pocenile kriptovalute, mogoče je zdaj pravi čas za vstop in kupovanje nekaterih? Jaz gledam na kriptotrg kot pač na nek segment v prihodnosti usmerjenih podjetij, ki v bistvu so predvsem usmerjena v gradnjo produktov za nek prihodni trg, za neko aplikacijo, neke megatrende. Ne? In približno podoben so se kriptovalute obnašale kot te delnice. Tako da, kar se mene tiče, v bistvu, jaz sem še presenečen, ko se kriptotrg drži, če sem čisto iskren, sploh nek Bitcoin. Mogoče sploh ne jemljem to kot nek crash, če konkretno Bitcoin govorim, ker tam smo že bili znotraj zadnjih 12 mesecev na spodnjem koncu tega razpona, tako da jemljem to kot en zelo, zelo širok trgovalni v bistvu razpon, znotraj katerega zdaj se na nek način Bitcoin niha. Me pa ne presenetilo, če bomo nadaljevali malo tole dramo tam nekje do marca, da bi lahko tudi zdrsali pod ta spodnji konc tega razpona, ki je kle, dajmo reči, rahlo na $30,000 za Bitcoin. Zaradi tega, ker ne vidim iskreno povedano logike, zakaj bi tam Bitcoin ostal, če bojo tudi kakšni blue chipi šli nižji 10-15%, govorimo o Apple'ih, Amazonih in drugih zgodbah. Ne. Torej, mislim, da nič posebenega, iskreno povedano, nič presenetljivega. Malo me moč Bitcoina preseneča na tem nivoju, iskreno povedano, ampak kakorkoli. Je pa res, ne, da je tukaj tudi razvoj pomemben. Vi morate razumeti, kam bo šle te tehnologije, kam pašejo noter. In jaz sem tukaj še zmeraj malo bolj pristaš iti preko nekih delniških naložb, ki imajo izpostavljenost, ki pa iti direkt noter v te kriptotokne, ker pač, bom tako rekel, mislim, da smo priča enemu prehodu, kjer je jasen, da nek način, ko so se potrjevale neke transakcije, ni več primeren za prihodnost in ne vem, kako jo določeni to zrihtali. Ne vem, ala Bitcoin pa Ethereum to fura za sabo že glihene 2-3 leta, tako da bo zanimiv spremljati ta prehod. Zdaj, katera od novih prihodnjih, bom rekel, nekih verik ali pa ekosistemov bo kle vodilno vlogo, pa če sploh prevzela. Kaj pa ti, Matej, misliš o kriptotrgu? Ja, se mi zdi, da se zdaj v zadnjih mesecih se je malo dokazalo to, da je ta teza, da je kriptovaluta mislim, da so nasplošno kriptovalute nekorelirane z delniškimi trgi, pač da ta teza zaenkrat pač ni zdržala. Dejstvo je, da takoj, ko se pač institucionalni vlagatelji vpletajo v neko zadevo, kot je Bitcoin in kriptosvet na splošno, se ta korelacija poveča, oziroma ko pride do uravnavanja portfeljev, to udar na delniške naložbe in na kriptonaložbe. Tako da tukaj je bilo povsem pričakovano, da se bo s padci še posebej teh novih podjetij oziroma na pol startupov, ki so na borzi, da se bo to odrazilo tudi na kriptovalutah. Tako kot je Andraž povedal, gre praktično za zelo podobno zadevo, ni dobička, ostal se na nek dolgoročen sprejem teh oblik naložb, valut, karkoli, tako da tukaj pač se je to čisto odvilo. Zdaj razlogi pa marsikdo bo rekel, ja, razlogi so tudi v tem, da je Ruska centralna banka začela s komentarji, da bi bilo mogoče kriptovalute potrebno prepovedati in uporabo in majnanje in trgovanje z njimi, tako da pač takrat, ko je bila sama novica prišla v javnost, ni bilo nekega odziva, in se je šele kasneje to začelo, ampak to je pač normalno za finančne trge, da se vedno najde neko priložnosten razlog, da se je to dogajalo. Je pa dejstvo, da se te zadeve lahko pač eskalirajo, in če Rusija res to prepove in se mogoče pridruži še kakšna druga država,
da pač so te trendi potem negativni normalni. Videli smo tudi takrat nihaje, ko je Kitajska to prepovedala oziroma začela izganjati rudarjenje in tako naprej. Tako da to je nek divji zahod, in v takem svetu pač so taka nihanja nekaj običajnega. Ja, mislim, se tudi potencialen donos je ustrezno visok. Ne vem, težko je pričakovati, da bomo služili po 1000% v letu 2, pa ne imeli nihajev na nivoju 70-80% ali več, kar se je nekaterim pač kriptovalutam dogaja. In to pač pride z roko v roki, ko pride volatilnost, ko pride korekcija, je eno, ko pa pride nek mogoč bear market ali pa nek obdobje, ki res malo globi zareže tudi na delniških trgih, tega pa sploh še videli nismo, ker sploh ne vemo, kako se v kriptotrg odzval, kako je takega, ker sej pač tisto korono smo ful hitro popucali, kar se tiče delniških trgov. Nimamo bear marketa, tako da jaz mislim, da tukaj moraš pač na dolgi rok nekako gledati. Jaz tudi recimo lahko povem, da sem malo namočil, tako kot sem rekel, svoj prst v vodo, tudi pri teh growth delnicah, ki so bile tepene, ene stvari so mi pač zanimive, bolj vezane na prihodno mrežno infrastrukturo, recimo, to sem kupoval, tudi malo finteka sem kupoval, ker pač ene stvari so enostavno zelo padle. Ne pričakujem pa, da se zelo odbile, pa da bom zatredal do konca leta. Pač gledam nekako 5 let naprej, kaj imajo potencial, da te firme naredijo. In se mi zdi, da ene pač dolgoročno gledano, se je to zelo tvegana stvar, ampak imajo potencial, da se razvijajo. Pa tržne kapitalizacije so bile prej po 60 milijard, zdaj so pa po 10, Zdaj pa tukaj imam že malo večjo šanso, da kaj se zgodi, kakšna lepa stvar na 5-10 let, Z 60 milijard je pa manj lepih stvari, verjetno. Je pa dostakrat tudi tako, da enostavno vlagatelji ne znajo ceniti tega medvedjega trga. Recimo, že zdaj kratkoročno se je videlo na v kriptosvetu, da ima recimo Solana težave s transakcijami. Zdaj, če je to neka resna težava, mogoče to ni network, ki bo oziroma sistem, ki bo preživel. In tudi pri mnogih teh kriptoprojektih, če bo zdaj idealno bi bilo, da je ta bear market nekoliko daljša, da vidimo, kateri pač founderji oziroma kriptaši, ki vodijo te projekte, kdo se bo nehal odzivati na svojih kanalih svojim vlagateljem. Tudi v primeru na delniških trgih. Videli smo ogromen napol startupov, ki so prišli na borzo. Tukaj se moramo zavedati, da ta podjetja še zmeraj kurijo denar in da bodo vprašanje, kdaj bodo prihodki prišli, in vsa ta podjetja bodo potrebovala svež denar. In takrat ob tisti uri, ko bo pač treba zbrati nov denar, bodo priplavali na vrh podjetja, ki imajo nek koncept oziroma nek srednjeročen plan, da pridejo do prihodkov. In na taka podjetja se splača v tistih trenutkih staviti, ko se ve, da je zad nek denar, ki jih je pripravljen podpreti. Tudi recimo v obdobju po dotcom bublu, pač podjetja, ki so ob sesutih tečajev šla na borzo, in so bili IPO-ji, so to danes zelo uspešna podjetja. Recimo Google ni prišel na borzo, ko je bil totalen boom, ampak ko je bilo v bistvu noben ni maral praktično tehnoloških delnic. Visa podobno je prišla, mislim, da je bil leta 2009 IPO. Recimo veliko v takih trgih se res pač najlažje vidi podjetja, ki imajo nek dober poslovni model in so jih izobraženi vlagatelji oziroma vlagatelji z več znanja pripravljeni podpreti. Dajmo za konec še en pameten nasvet. Pred nami so volatilni časi, polni negotovosti, polni strahu. Dajmo čisto na hitro, na kratko, kaj svetujete vsem prestrašenim vlagateljem, ki zdaj v bistvu gledajo tečajnice in jih malo stiska pri srcu? Pač imejte srednjeročen, dolgoročen pogled in večino vašega portfelja mora biti v kvalitetnih delniških naložbah na dolgi rok. Torej najprej narediš stavo na indeks, zato ker nisi dosti pameten, da boš čisto z vsako stvarjo zmagal. Pol pa mogoče z nekim določenim drugim odstotkom ste pa lahko malo bolj
agresivni. A ne. Zdaj, upam, da niste te neumnosti naredili, da ste vse decembra notali rukali, ker pol nas niste poslušali in pol, ne vem, boste pač enostavno, verjetno bo lahko bo še slabše, preden bo boljš, to vam lahko povem in pač delniški tečaji grejo do 30-50% dol, ampak ponavadi kvalitetne stvari, če imate te blue chipe, se bo pač pobrali in še vsakič se je in pač to me ne skrbi na obdobje 10 let, ne? Da te cash krave ne bojo neki več vredne. Pač sam ne bojo toliko več vredne kot blok ble, a ne, če bi malo razpršili to. Ne? Tako da delniške naložbe imajo svoj namen in mora se sprijazniti, da so volatilne, tako kot kakšen koleričen družinski član, ki ne moš pomagati, se bo pomiril, pa prišel nazaj, spet bolj miren za mizo. Ne? Tako da lej. Pač. Matej, daj še ti. Kakšno? Ja, predvsem to pač vlaganje in dolgoročen proces, postopen, taki trgi, kot so zdaj, so priložnost, da se posvetimo delnicam, ne iskati tistih, ki so najniže in pač sortati po tistih, ki so najbolj padli, ni nujen, da ne bodo še bolj oziroma da ne grejo čisto na nulo, tako da se pa splača pogledati določene stvari, kjer se bo videl, da vlagatelji večji vstopajo in da so spoznali, da so ugodne priložnosti za nakup, ampak tako kot je Andraž že večkrat omenil oziroma vedno omenja, diverzifikacija, nekaj pač splošen trend, vse ostalo je pa počem samo za začiniti portfelj. Ja, ok. Trge bomo še naprej budno spremljali. Najlepša hvala obema sogovornikoma za super debato. Za vse tiste, ki želite malce obuditi spomine na borzne krize, predlagam, da poslušate epizodo, ki smo jo posneli skupaj s Petrom Groznikom in Andražem Grahkom na to temo, ki spominjala sta se, kako je bilo leta 2008, kako smo reagirali vlagatelji, kaj so počeli upravljalci premoženja, tako zelo zanimiva epizoda. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marija@businesspace.com. Poslušajte Money How, ne bo vam žal, lep pozdrav!